Pač poslušam svoje komade, kdaj, ko se peljem na koncerte in kakšne komade ne izvajam več. In ko ga včasih slišim, vidim, kako sem se kot artist s pogledi, s širino, s temami totalno odmikal od tistega, v bistvu, kar sem začel. Ne. Ker je to zelo enostavno, ker tudi moje življenje se je začelo spreminjati. Ne. In jaz repam v svojem življenju in če grem naprej jaz in moje življenje in če me bolj odpre, potem se to dogaja isto tako z mojim delom. In Zlatko je rekel, da bi zdaj odsedel, jaz ga vprašam, kako si pa kje imenoval, ne, pač artist ime, ne vem, artistično, ne vem, pač vsi imajo neki, ne, sploh pa če si reper, moraš nek imeti. In je rekel, ja, Zlatan Čordić, ne, in smo se mi tako vsi smejali, ne moreš biti Zlatan Čordić, ne. Pa rekel, ne, jaz sem Zlatan Čordić, Zlatko. Ne zanima me, kaj pravijo mediji o meni, ne zanima me, kaj pravijo ljudje o meni, ne zanima me, kaj pravi kdorkoli o meni. Edina stvar, ki me zanima in ki mi narekuje iskren, resničen tempo, je moja vest. In vsak od nas ima svojo vest. Pri njemu mislim, da ni nobene glume in karkoli igranga. Pač je pristen. Če sem ti všeč, tako kot sem ti všeč. Jaz se nam spreminjal za tebe in nam se prilagajal. Tako kot ne pričakujem od tebe, da se ti spreminjaš in prilagajaš. Vse, kar pričakujem od osebe, s katero komuniciram, se družim, posvečam ji svoj čas, da spoštujeva en drugega oziroma da spoštujeva čas en od drugega. Še preden sem mislil, da izdal ploščo, sem se povezal predvsem z Boštjanom. Gre za en konglomerat več dogodkov, ki imajo namen promovirati inkluzivno kulturo. In zdajle mislim, da teče že 11. leto, odkar se družimo in zabavamo skupaj in ustvarjamo. So določeni otroci, ki so bili zelo majhni, ko sem prišel. Zdaj so pa to že fantje ali pa dekleta. Pravzaprav je očaral vse naše otroke, tako tiste z značilnim razvojem kot naše s posebnimi potrebami, toliko bolj in jih je kupil s svojo energijo, pristopom, spontanostjo, da lahko se vsi drug od drugega učimo, predvsem, če smo različni. Najbolj, kar mi je všeč pri njih, je to, da znajo in bojo vedno ostali iskreni. Čez nekaj let smo ga nekako povabili, da bi sprejel povabilo, da postane naš ambasador festivala Igraj se z mano. On z neko svojo lastnim pristopom, lastno angažiranostjo, iskrenostjo, to pravzaprav se prebije mnogo dlje kot marsikdo drug. Hvala gospodu Janezu Galetu, ki je vzel blokovske otroke, točno iz telih blokov, ki jih vidite vzad mene, levo, desno, gor, dol. Mi nismo imeli vsi za članarino, na žalost, ampak on je pokazal, da včasih ni vse od denarja, zlato ti daje sja, ne pa sreče. In on je vzel take mulce, kakor sem jaz, in je poskrbel. In delno je on kriv, da sem jaz danes toliko vztrajen, kakor sem. Ne. To je ostalo od njega, veš kaj mislim, bodi mačka, cak, cak, cak. Ne zaradi nasilja, zaradi sebe, zaradi športa, zaradi duše, sprostitve. Življenje je šah, čuvaj kraljico pred konji. Stoj trdno na tleh, ljudje so težki kot sloni. V končni fazi je vse tako enostavno, ker začneš v bistvu delati malo na sebi.